Sicer dobra predstava za uvod sezone, ki pa ni bila dovolj za favorita in država. Kako ste vi videli to tekmo? Ja, končna razlika je seveda prevelika glede na dogodke na igrišču. Mi smo ostali včeraj bez Petra Jovanovića u malom getu in je zelo važna rotacija igralcev, saj je znano da ih veliko nimamo, da su že 7. 8. igralec stari 19-20 let. Dobro smo se držali. Najveći problem su hitri fauli Markusa Penišova, ki so nam nekako onemogočili agresivnejšo obrambo. Potem izjemne šute 3 Heliosa, predvsem Alvina Snova, ter klopica zgrešenih prostih metov v obdobju, ko bi se mogli odlepiti. Koliko se zdaj spomnim, bez gledanja statistike, razen 2-2 Penišova, imeli smo približno 8-2, nekaj takega, kar proti Heliosu, ki je realno kvalitetnejša ekipa, ima več izkušenj, je prevelika napaka, da je ne bi bila kaznovana. Na koncu je koncentracija popustila in pač v zadnjih nekaj minutah smo brez glavo napadali, nismo zadeli in obramba se razpada, na koncu teh velikih 15 razlik. Vendar pa obnašanje gledalcev skozi vso srečanje in pa na koncu tekme kaže na to, da niso bili razočarani za tistim, kar je prenovljena ekipa Šentjurja pokazala v tej prvi tekmi. Da sam potihoma upao na presenečenje, oziroma da bomo čim dlje držali ekipu Heliosa nekje v parih točk razlike. To nam je već del tekme uspevalo. Kako sam že prej povedal, ko bi mogli prelomiti tekmo, smo zgrešili preveč prostih metov, tudi 2 čista Icera Ručigaja in Lapornika v testnem obdobju. To je bilo definitivno preveč in kako sam bi povedal, ob razliki kvalitete in izkušnjah je sledila ta zmaga Heliosa. Naše je, da naprej delamo, da bom se tudi Jovanović čim prej vrnil nazaj in da v sigurno neugodnem razporedu poskušamo tudi kakšne zmage v naslednjih parih.